Enkrat sedel tako blizu vas. Meni je veliko čast, da ste danes tukaj. Prav danes, prav za ta namen. Predsednik republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije za izjemen prispevek k slovenski književnosti in za nov ter svež pogled na slovenstvo prejme Florjan Lipuš Zlati red za zasluge. Gospod Florjan Lipuš je sijajen pisatelj, pisatelj velikih misli in širokega pogleda. Je slovenski pisatelj, saj piše v slovenščini in je v domovini svojega jezika priznan in znan. Je pa tudi avstrijski pisatelj, saj živi na avstrijskem Koroškem, na Selah pri Žitari vasi. Njegova dela so prevedena v nemščino in tudi tam je priznan in znan. Florjan Lipuš pa je tudi evropski in svetovni pisatelj, saj v svojih delih opisuje človeka, ki bi lahko z enakimi problemi, strahovi in upanji živel kjerkoli in kadarkoli. Osrednji del njegovega literarnega opusa je 6 romanov od Zmot dijaka Tjaža iz leta 1972 do Gramoza iz leta 2017. Po predzadnjem romanu Boštjanov led se je avtor pred poldrugim desetletjem odločil končati svojo pisateljsko kariero, a si je na srečo premislil. Večina njegovih del je v širšem pomenu avtobiografska, saj se z njimi avtor vrača v čas med drugo svetovno vojno in po njej ter podaja bridko osebno izkušnjo in trpko koroško resničnost. V delih ne opisuje grozot, očitne pa so njihove posledice za posameznike, ki iščejo svojo pot v novem svetu. Teža grozot je tako še težja, pa vendar v njegovih delih ni želje po obračunu ali maščevanju, sta pa v njih začudenje in spraševanje, kako je bilo vse to mogoče. Florjan Lipuš je prejel skoraj vse pomembne kulturne in literarne nagrade, tako v Avstriji kot v Sloveniji. V Sloveniji je med drugim že leta 1975 prejel nagrado Prešernovega sklada in leta 2004 Prešernovo nagrado, leta 1985 pa je postal član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Na avstrijski strani moramo omeniti častni križ za znanost in umetnost 2002, častno nagrado za književnost Republike Avstrije 2005 in najvišje avstrijsko kulturno priznanje, avstrijsko državno nagrado v letu 2018. S svojimi deli Florjan Lipuš prispeva k ohranitvi in razvoju slovenskega jezika na Koroškem in v Sloveniji. Piše v slovenščini, boj proti izginevanju slovenskih besed in besednih zvez razume kot svojo nalogo. Jezik, in Lipuš to čuti močneje in izpoveduje silneje od drugih, je temelj samozavesti, pravi, in dodaja, ni pomembno, koliko ljudi govori jezik, temveč kako ti ljudje s tem jezikom ravnajo. Izven literarnega dela je treba poudariti njegovo zavzemanje za pokončno slovenstvo. Boli ga, če večinsko prebivalstvo podcenjuje katerokoli manjšino in opominja, da z boječo pohlevnostjo narod ne more uspeti. Zelo je kritičen do vodstev slovenske manjšinske skupnosti v Avstriji zaradi pomanjkljive enotnosti in odločnosti, saj da to vodi do prešibkih akcij slovenske države za zaščito slovenske manjšine. Dela Florjana Lipuša, njegov ugled in njegov pogled na slovenstvo imajo neverjetno moč. Prestopajo meje in preplavljajo vsak breg. Silijo nas, vse nas, tu in tam, k bolj poglobljenemu razumevanju problemov slovenstva v Avstriji, v svetu nasploh.
Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, spoštovani gospe in gospodje. Nisem zelo prepričan o tem, da se vsi zavedamo resnosti kulture in predvsem pomembnosti jezika. Spregledujemo in pozabljamo, da je jezik začetek in konec vsega narodnega, vsake narodnosti, začetek in konec tega, kar nas dela posebne in enkratne. Jezik ni samo pomožno sredstvo pri gospodarskih in političnih poslih, ni samo vsakdanje sredstvo sporazumevanja, na jeziku je zgrajena naša samozavest, naša bitnost, naš obstanek. Dejstvo, da so možje in žene od Trubarjevih časov dalje do današnjih dni, da so se posluževali slovenskega jezika, je pripeljalo do tega, da imamo danes svojo državo. To dejstvo obvezuje državo, da ohrani in zagotovi in poplemeniti ta jezik, mu vrne dostojanstvo, ki je bilo gonilna sila za neštete može in žene, da so skozi stoletja tudi v hudih in najhujših časih vztrajali v tem jeziku. Samo jezik smo s seboj prinesli. Izborili smo si ga, vse drugo se nam je navrglo. Imeti svojo državo pomeni imeti tudi oblast nad svojim jezikom. Država ga lahko zanemarja, ga lahko opušča, lahko ga odpravi, lahko pa se tudi dejavno, opazno, tvorno zaveda svojega bistva in jezik in kulturo dvigne na dostojno raven. Država edina more poskrbeti za to, da je jezik deležen, če ne večje, pa vsaj enakovredne obravnave in pozornosti, kakršne so deležna vsa druga področja, ki poleg jezika še tvorijo državnost. Samo država, in to smo menda vsi, celo narodne manjšine, se ji na svoj način priključujejo. Kdo drug, če ne samo država, more odpraviti kulturno životarjenje in mačehovstvo, more zajamčiti jeziku enakovredno živost in bodočnost. Današnje odlikovanje je izraz povezovanja vsega slovenskega v enovito celoto. Sicer pa se zavedamo tveganja, da je boljše časti zaslužiti, pa jih ne dobiti, kakor jih dobiti, pa jih ne zaslužiti. In ne sprenevedajmo se, ta slovesna gesta ne pomeni veliko, če te prej omenjene zahteve ne postanejo vsakdanje načelo in vzgib vsakdanjega ravnanja. Današnje odlikovanje je doletelo človeka z narodnega obrobja, kjer narodno utripanje peša iz leta v leto in odkoder se oziramo v matično domovino v pričakovanju, da svetilko jezik izpod mize postavi na mizo. Zahvaliti se vam hočem tako, da ponovim življenjsko geslo z nekdanje Prešernove proslave z jezikom smo ali nismo, z jezikom bomo ali ne bomo. Hvala lepa vsem.